Benigne spremembe so predvsem v smislu anemije zaradi pomanjkanja železa, vitamina B12, folatov. Potem pa imamo maligna hematološka obolenja, kamor sodijo predvsem levkemije in limfomi. Prvi simptomi in znaki so velikokrat skupni in to je utrujenost, ki se slabša, ki ne mine, potem nočno potenje, hujšanje, lahko so povečane bezgavke. Ja, jaz sem imela izjemno visoko sedimentacijo, bolečine v prsnici in tako niti na kraj pameti mi ni padlo, da bi to lahko bilo kaj zelo, zelo resnega. In sem šla k svoji osebni zdravnici, bil pa je sum na malignom, seveda me je spodneslo, to je grozljiva diagnoza. In človek se res ne misli, da pri praktično nič posebnih znakih ima tako resno bolezen, potem so jo podali na hematološki oddelek in potem sem pa prišla v prave roke. Tukaj se je začela v bistvu, danes bi z današnjega zornega kota po 2 letih bi rekla zgodba o uspehu, ker sem seveda bila potem takoj kandidatka za krvotvorne matične celice, za transplantacijo. Se ti stanje normalizira, si v bistvu nisi ozdravljen nikoli, ampak si zazdravljen. Zdaj sem recimo v nekem stanju, temu se reče medicinsko globoke remisije in sem. Na tem mestu bi rada povedala tudi, da imajo naši bolniki v Sloveniji veliko srečo, kajti na voljo so številna zdravila, takoj ko je v Evropski uniji sprejeto neko zdravilo, potem ga imamo na voljo tudi v Sloveniji in je vse dostopno. Seveda pa si v UKC Maribor želimo čim prej novih prostorov, da bomo tudi na tem nivoju primerni z razvitimi državami sveta.